Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Kot smo že najavili, danes gostimo specialnega gosta, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospoda Zdravka Počivalška. Lepo pozdravljeni v naši družbi. Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Zelo hvaležni smo vam, da ste si vzeli čas, glede na to, koliko sledimo novice, ne? Ste na vseh področjih zelo aktivni v tem času. Kaj pa vas pravzaprav v tem času najbolj muči oziroma tare? S čim imate največ dela v naši državi? No, z veseljem povem, da imam najraje kontakte z gospodarstvom, z ljudmi, ki na terenu ustvarjajo, imajo probleme, in če lahko kaj pomagam pri tem, sem najbolj vesel. To dosti rajši delam, kot pa vse tiste obveznosti, ki so zdaj tako popularne, kakorkoli v parlamentu ali karkoli na ministerskem delu. V zadnjem času pa moram reči, da sem že več doma, vsaj kar se obveznosti tiče, po dnevi v Ormožu, kot pa tam, kjer živim, ker tam sem samo zjutraj, ko je tema, in zvečer, ko je tema, pridem nazaj. Razlog, da sem več v Ormožu, pa je na nek način problem, ki ga želimo vsi skupaj pozitivno rešiti, in ni mi žal, ne, da sem toliko časa tukaj, še posebej, če bomo uspeli najti pozitivno rešitev. Naj še povem našim gledalcem, da smo se pravzaprav za to snemanje te oddaje dogovorili že veliko prej, še preden se je v Ormožu zgodil Safilo, tako da verjamem, ja, da imate tudi s tem vprašanjem sedaj kar veliko problemov, ki so vezani tudi na obiske, ne? Nekajkrat ste pravzaprav še bili po tistem naslednjem dnevu, ne? Po tej žalostni novici. Ja, takoj, ko smo dobili obvestilo o tem, da je uprava Safila oziroma da so lastniki Safila sprejeli odločitev, da bodo junija letos zaprli poslovanje na tej lokaciji, sem se naslednji dan, mislim, da je to bilo 11. marca, odpravil v podjetje, kjer sem ta petek opravil videokonferenco z lastniki Safila iz Italije, skupaj v družbi z našo poslanko Mojco Žnidaršič in pa župani občin Ormoža, Središča ob Dravi in Svetega Tomaža. Poskušal sem dobiti informacije od lastnikov najprej, ali je kakšna možnost, da nadaljujejo s to proizvodnjo tukaj. Dejstvo je, da po naših podatkih je država tudi temu podjetju od leta 1999 kar nekajkrat pomagala z izdatnimi zneski, zato da so nadaljevali s proizvodnjo. Po pogovoru z njimi pa lahko rečem, da sem ugotovil, da je malo možnosti, da bi s to proizvodnjo ti lastniki tukaj nadaljevali. Zato sem takrat, in povem tudi danes, kljub vsem 557 zaposlenim, prepričan, da bomo našli rešitev. Na mizi so 3 variante. Tista zadnja, za katero si jaz želim, da ne bo realizirana, je ta, da ima država potencial, da pač prevzame vseh 557 sodelavcev Safila na Zavod za zaposlovanje in pač financira njihov nadaljnji eksistenčni boj preko zavoda, dokler se ne najdejo rešitve. Še enkrat poudarjam, da bom naredil vse, da se to ne bo zgodilo. Naslednja opcija, ki jo proučujemo, je to, da se najdejo nova delovna mesta v drugih podjetjih okrog Ormoža. Tudi tukaj si želim, da do tega ne bi prišlo. Najbolj si prizadevamo za to, da najdemo investitorja, ki bo na tej lokaciji pač našel motiv za to, da bodo vsaj del te proizvodnje ohranili in razvili tudi nove. In s tem namenom sem bil tukaj v Ormožu prejšnjo soboto, ker sem opravil najprej v živo
pogovor z lastniki Safila in tudi v živo pogovor z potencialnimi novimi investitorji na tej lokaciji. Za te lahko rečem, da so tudi iz tujine, čeprav sem v mestnem obdobju pravil tudi nekaj s slovenskimi interesenti za to lokacijo. Ob tej priložnosti sem na nek način skupaj z lastniki Safila opravil obisk same proizvodnje, čeprav ni bilo v proizvodnji ali pa v tovarni delavcev. Moram reči, da sem impresioniran nad urejenostjo prostorov, nad vzdrževanostjo prostorov, nad tehničnimi pogoji. Na koncu koncev so vsi prostori klimatizirani, urejeni, energetsko varčno je ta tovarna zastavljena. Tudi ko podatke pogledamo o njihovih rezultatih iz leta 2019, moram reči, da tukaj ne more biti govora o tem, da bi bila z tega zornega kota situacija kritična, ampak ker je pač privatna lastnina sveta, ne morem zdaj tukaj na silo kot minister od njih zahtevati karkoli. Dejstvo je, da se bomo v naslednjem obdobju kot država in kot vlada, jaz kot minister, pogovarjali s potencialnimi investitorji. Zakaj? Zato, da najdemo možnost, da med temi obstoječimi lastniki in pa novimi interesenti pride do dogovora. In najboljša rešitev za Ormož, za državo bi bila, da se pač strani nekega novega interesenta prevzame tovarna, da se prevzame maksimalno število zaposlenih, da se s to proizvodnjo nadaljuje. Želimo si, da pride do diverzifikacije njihovega proizvodnega programa, tudi zato, da niso v bodoče odvisni samo od proizvodnje, če hočete, okvirjev očal, vendar moramo pač priti do tega, da se bodo ti pogovori med obstoječimi lastniki in pa sindikati, mislim, da imajo naslednji pogovor 28. marca letos, da se zaključijo in da pridemo do končnih odločitev. Tukaj pa še enkrat povem, da bomo kot država naredili vse, da bomo na podlagi 2 zakonov podprli morebitnega novega investitorja. Morebitnega rečem zato, ker morajo obstoječi najprej sprejeti res tiste končne odločitve. Zakaj bomo to naredili? Zato, ker je za regijo in za državo podjetje, ki zaposluje 557 delavcev, sodelavcev, pomembno. Jaz se poskušam dati v kožo ljudi, ki so vse skozi dobro delali, imajo svoje družine in so pač čez noč zvedeli, da se bo taka proizvodnja tukaj zaprla. Zato bomo pač absolutno, še enkrat rečem, naredili vse, da se to v tej smeri ne zgodi. Zakaj pa sem optimist? Optimist sem iz večjih razlogov. Prvič, ker ima država potencial, da to zadevo naredi. Na koncu koncev imamo nekaj izkušenj s pridobivanjem tujih investitorjev. V zadnjih letih smo bili zelo uspešni na tem področju. Nivo vseh tujih investicij Slovenije je narastel na preko 16 milijard evrov. Letna rast novih tujih investicij je bila preko 8%. In kljub COVID krizi, lahko rečem, tudi po tem, ko smo sprejeli 8 protikoronskih paketov, lahko vidite, da nam brezposelnost ni narasla veliko, čez 80 tisoč, prognoze so bile 120 in več brezposelnih tisoč. Bile so prognoze padca bruto družbenega produkta preko 7%, pa smo to zadržali tam nekje na nivoju 5%. Prognoze obnove so bile pesimistične, pa imamo zdaj kljub vsemu zadevo v nekem bolj pozitivnem duhu. Nismo zapirali te industrijske proizvodnje in vse to mi daje osnovo za optimizem, še posebej pa zato, ker je že prej bil razlog za interes tujih investitorjev v Sloveniji na prvem mestu zaradi usposobljene delovne sile. Na drugem mestu zaradi dobre infrastrukture. Tukaj je Ormož, upam, da zdaj v zadnjem obdobju
še na slabem glasu, ker nismo prišli do začetka gradnje te hitre ceste od Ptuja do Sem, ampak smo tik pred vrati. In na tretjem mestu to, kar država da tistemu investitorju, da začne neko proizvodnjo tukaj. Vse te tri elemente imamo in mi bomo, še enkrat povem, naredili vse, da se najde investitorja, ki bo na tej lokaciji nadaljeval s proizvodnjo. No, kot je znano, seveda Safilo sedaj ni edini problem, že kar nekaj let se ukvarjamo tudi z lokacijo tovarne sladkorja v likvidaciji, ki torej tudi išče nekoga, ki bi torej to prevzel. Kako pravzaprav to poteka, ko nek investitor s tujine pride in želi v Sloveniji recimo investirati? Se oglasi pri vas na ministrstvu ali kako to gre? No, jaz sem ponosen, da smo za časa mojega ministrovanja prišli do dveh prvih pravih greenfield investicij v Sloveniji po osamosvojitvi. In tukaj mislim na Magno v Mariboru in pa Yaskawa v Kočevju, pa še eno smo dogovorili s Sumitomo Roberts v Lonsdorf v Logatcu. Tam gre bolj za brownfield investicijo. V vseh primerih smo se na nek način začeli pogovarjati s potencialnimi investitorji kot vlada, jaz kot predstavnik vlade, kot minister za gospodarstvo in po postopkih obstoječe zakonodaje to zgodbo pripeljali do konca. Tukaj mi očitajo, da smo za Magno pripravili nov zakon. Smo zato, ker smo želeli nekatere zadeve na hitro narediti in kljub COVID krizi me veseli, da bo po tej prvi fazi, ko se je naredila 145 milijonska investicija, narejenih še 80% več od tega, kar je tam narejenega. Seveda kritiki pravijo, da zdaj vozijo iz Magne delavce v Graz. Ja, vozijo, ampak želijo imeti naslednjo fazo in tukaj bo prišlo tudi do končne montaže avtomobilov v samem mestu Mariboru. V Kočevju je prvi fazi Yaskawe sledila in sledi druga faza. Skratka, povsod tam, ker spravimo skupaj vlado, lokalno skupnost, občino in pa interesenta in najdemo rešitve, smo lahko uspešni. In tukaj jaz črpam svoj optimizem za najti rešitev, ne samo tukaj v Ormožu, ampak tudi včeraj sem bil v Slovenj Gradcu, ker se odvija ena podobna zgodba. Bi pa želel ob tej priložnosti povedati tukaj, ker ste omenili tovarno sladkorja Ormož, da sem jaz bil v Ormožu sicer ne prvič, ampak imam v spominu terenske vaje, ko sem bil v prvem letniku fakultete, zdaj ali je bilo 77. leta, mislim, da ali 76. na lokaciji te tovarne, ko se je šele začenjala graditi. Takrat sem imel priložnost poslušati entuzijazem obeh gospe in gospoda Štefančiča in ker sem po poklicu agronom, moram povedati, da mi je težko padla odločitev nekaterih pomembnežev iz tistega časa, ki so z svojo nespametno politiko pripeljali do tega, da smo to tovarno sladkorja zaprli in da bo ta tragedija še večja. Pač jaz ocenjujem, da je za to kriv čisto, bom tako rekel, oficialni zadružni sektor iz tistega časa. Nerazumna poteza, ki je naredila kmetijskemu razvoju tega področja dolgoročno škodo. Jaz sem kot ministrski kandidat na dveh hearingih za drugo vlado, v kateri sodelujem, se pravi za vlado, ki jo je sestavljal Marjan Šarec, in za to vlado, ki zdaj vodi Janez Janša, omenil dve slovenski lokaciji, ki sta v tem trenutku najbolj pripravljeni za
investicijo in to sta lokaciji tovarne sladkorja Ormož tukaj v Ormožu in pa lokacija Feniks v Brežicah. Zakaj to govorim? Zato, ker imamo sicer v Sloveniji preko 3000 degradiranih območij, kjer se dajo nekatere zadeve narediti, na drugi strani bi pa novi investitorji želeli imeti lokacije ob avtocestah, ob komunikacijah. Prednost lokacije tukaj v Ormožu je v tem, da je vsa infrastruktura zgrajena. Se pravi, če ponazorim, pripelješ nek stroj, ga postaviš na mesto, ga priklopiš na infrastrukturo in lahko deluje. Že v tem obdobju smo imeli kar nekaj interesentov tudi na to zgodbo tukaj, ampak v glavnem nismo bili uspešni zaradi tega, ker pač je na nek način ta komunikacija bila do sedaj ovira. Mene veseli, da to bi tudi želel tukaj povedati, da so vsa pripravljalna dela, vse zadeve, ki so potrebne za to, da se začne ta hitra cesta delati, pripravljene in koliko jaz vem, je napovedan začetek te gradnje nekje v maju letošnjega leta, vsaj tistega osrednjega dela. Za obvoznico okrog Ptuja oziroma za priklop pa se vršijo šele prostorska umeščanja, ampak pomembno je, da se začne na tem področju delati, zato ker bo to Ormožu prineslo en strahovit napredek. Tukaj moram povedati, da gre v veliki meri tudi zasluga prizadevanjem poslanke Mojce Žnidaršič, moje strankarske kolegice in pa tudi poslanca gospoda Ivanuše, ki sta oba bila zelo aktivna, da se tisto, kar smo leta in leta govorili, začne realizirati v letošnjem letu. No, če tako naivno, laično pomislim, je res ta cesta tako zelo pomembna? Glede na to, da imamo recimo železniške povezave dobre. Glejte, jaz se spomnim časov, ko smo mojih študentskih, ko smo rabili kar pol dneva, da smo prišli na sejem Gornjo Radgono in tistih časih smo pač zbirali ali pot preko Ormoža in Ljutomera ali pot preko Maribora. Danes zato rabite enormno manj časa, imamo avtocesto in če hočemo biti mobilni, eden od razlogov za to, da se v Slovenijo investira, je infrastrukturna razvitost. Seveda niso vsi deli Slovenije enako povezani. Tukaj moram reči, da je za ta del Slovenije definitivno pomembno, da pridemo do hitre ceste. Seveda pa je železnica dodana vrednost posebej za gospodarstvo, ampak je en del gospodarstva, ki mora biti bolj hiter, še fleksibilen in zato je cesta in pa taka cestna povezava nujna. To pomeni nujna je cesta, s katero bi privedli v Ormož neke strateške investitorje, ki si jih tako zelo želimo. Kako pa kaže pravzaprav to? Kako bi na nek način se gospodarsko okrepila ta naša obmejna občina? Seveda računamo na pomoč države, ampak vseeno. Glejte, mi v zdajšnji vladi, ministrstvo, ki ga vodim in tudi stranka, ki jo vodim, zagovarjamo skladni in regionalni razvoj. Kaj to pomeni? To pomeni, da moramo imeti v vseh delih Slovenije uravnoteženo približno enake možnosti za razvoj. Se pravi, tudi v obmejnih problemskih območjih mora biti možno dobiti solidno plačano delovno mesto, ustvariti družino in pa delati kariero. Mi se moramo vprašati danes, kdo bo na teh področjih živel čez 10 let. In če mi kot država ne naredimo pogojev za to, da se bo tukaj investiralo, ustvarjalo delovna mesta, proizvodna delovna mesta, ne samo javno finančno obremenjena, potem bomo vsi Slovenci, čez 10 let, leta 2030, živeli v 5-6 velikih mestih. In
bomo imeli težave z kmetijstvom, vsem ostalimi zadevami. Zato si prizadevamo, da podpremo regionalni razvoj na način, da spodbujamo podjetništvo. Zdaj pa seveda povsod je treba vedeti, da ne moremo govoriti, da se problem reši enoznačno samo z velikimi podjetji. Vsaka ekonomija ima mala, srednja in pa tudi velika podjetja in morajo biti v enakomernem delu razporejena. Zato si prizadevamo spodbujati tudi male in pa srednje podjetnike. Tukaj je potrebno pač spodbujati tiste, ki so že začeli z neko takšno ali drugačno ekonomijo in tukaj imate kaj pokazati. Na razpolago za spodbudo tega skladnega regionalnega razvoja na problemskih območjih imamo za letošnje in naslednje leto pripravljenih v letošnjem letu mislim, da 8,2 milijona evrov razpisov za male in srednje podjetnike, v naslednjem letu pa 15,6 milijona. Za celo letošnje leto pa za vso slovensko gospodarstvo lahko rečem, da sem optimističen. Ga bomo podprli s 660 milijoni v 42 razpisih, 25 že obstoječih, 17 novih. In to je tisti potencial, ki bo podjetjem omogočal, da bodo vlagala v svoj razvoj. Zakaj je to pomembno? To je pomembno zato, ker moramo na nek način upoštevati to, da se zadeve v svetu spreminjajo, da se je potrebno tudi na podjetniškem nivoju organizirati, zelo moderno se sliši, zeleno, krožno gospodarsko in pa digitalno. Kaj to pomeni? To pomeni, da je mimo čas, ko smo uvažali poceni energijo, pa izvažali smeti. To pomeni, da se bomo organizirali, pa ne mislim slabo, tako kot smo na kmetijah, ne vem, delali 50-60 let nazaj, na način, da smo vse, kar smo pridelali, tudi porabili in ni bilo odpadkov. Ampak to ne zdaj zaradi tega, da je mantra, da nimamo odpadkov. Mantra je ekonomija. Se pravi, da moramo racionalno uporabljati resurse, ki jih imamo, predelati in pa pol tudi prodajati v maksimalnem obsegu predelave. In tukaj imamo na takih področjih, po mojem globokem prepričanju, veliko prednosti. Seveda pa za razvoj kmetijskega dela potencijala tega področja rabimo neko nadgradnjo, s katero bi s tako ali drugačno industrijsko kulturo imeli možnost tudi kmetje na teh področjih večje perspektive za eno bolj solidno življenje. In to je tovarna sladkorja Ormož omogočala. Zato si bomo prizadevali kljub vsemu, da bi se ta lokacija v neki obliki uporabljala naprej gledano tudi za živilsko predelovalne namene. Omenil bi pa še eno zgodbo, ki se mogoče sliši eksotična, pa zaradi nje doživljam precej kritike. V stranki SMC si prizadevamo za legalizacijo proizvodnje, se pravi pridelave in predelave indijske oziroma medicinske konoplje. Ne govorimo o rekreativni porabi, ampak če pogledate v svetu, je kar nekaj držav, tudi nekaj zveznih držav v Združenih državah, ki so to kulturo legalizirale. Seveda je vsa zadeva pod strogo kontrolo, če hočete, je vsaka rastlina evidentirana, vendar je v svetu potrošnja teh snovi iz medicinske indijske konoplje tako velika, da gre tukaj za enormne možnosti zaslužka tistih, ki se s tem ukvarjajo. In to je tudi ena od možnosti za kmetijstvo, ne samo severovzhodnega dela Slovenije, ampak za kmetijstvo v Sloveniji kot taki, seveda pa so tukaj vedno ta obmejna problemska območja še bolj izpostavljena. Jaz se tega problema zavedam, zato ker sam živim v
takem obmejnem območju. In če mi kot država ne bomo omogočili ljudem tukaj še enkrat, da imajo delovno mesto, da imajo možnost delati kariere in ustvarjati družino, se bodo prebivalci iz teh področji izseljevali. Zdaj pa, če še tukaj ne gre samo za denar, prizadevali si bomo ustvariti pogoje, da bodo investitorji v proizvodna delovna mesta, ali domači, ali tuji, imeli na nek način stimulus za to, da investirajo tukaj. Prizadevamo si v tej smeri, da bomo za neko določeno obdobje, bom rekel naprimer 5 let, imeli možnost, da plačujejo delavcem samo neto plače, da ta bruto del za investicije na takem področju pokrije država. Mi imamo pač področje v Sloveniji, kjer je delovnih mest dovolj, ker ne rabimo stimulirati tega. Za ta območja, če hočemo, da bomo enakomerno razviti, pa moramo to zadevo omogočiti. Pa, če hočete, so obmejna področja problematična ali pa ogrožena povsod, ne samo južna meja, tudi vzhodna, tudi severna in tudi zahodna. Se pravi, že tako ali tako jaz mislim, da imamo v Sloveniji prednost, da nismo tako skoncentrirani, ampak dajmo zdaj negovati to našo možnost regionalnega razvoja v tej smeri, da bomo ljudem omogočili, da bodo tukaj živeli od svojega dela. To se mi zdi eno od ključnih vprašanj. No, to je seveda vsekakor zelo razveseljivo slišati. Verjetno bo to kar precej pripomoglo razvoju tem obmejnim občinam in seveda tudi obstanku teh prebivalcev oziroma nas vseh tukaj. Kako pa bi recimo, rekli ste seveda, da prav pridajo tudi manjša podjetja, manjši investitorji, poslovna cona recimo se v Ormožu pripravlja, to verjetno veste, ne? Tudi strani države bo sofinancirana. Kako pa kaže za naprej recimo? Se še namerava, ja. Na tistem razvpitem obisku v Ormožu pri županu skupaj z obema poslancema, Mojco Žnidaršič in gospodom Janijem Ivanušu, pač se seznanil z načrti občine. Tukaj ima pomembno mesto ekonomska poslovna cona, ki bo na področju, ki je na nek način degradirano, omogočila narediti prostor za potencijalne investitorje. Ta ekonomska poslovna cona bo stala, mislim, da približno 1 700 000 evrov. Od tega bo za to cono država zagotovila 1 milijon, govorim približne številke, razliko 700 000 približno pa občina Ormož. Dejstvo je, da je povpraševanje po takih conah strani tistih, ki se želijo s poslovnimi aktivnostmi ukvarjati, dosti veliko in jaz tukaj verjamem, da bomo obstoječim podjetnikom in tistim, ki na novo začenjajo svojo poslovno iniciativo omogočili, da bodo te zadeve skozi take cone lažje tudi realizirali. Mi moramo kot država spodbujati to podjetniško aktivnost in v povprečju moram reči, da sem s tem zadovoljen, zato ker so rezultati tisti, ki so pokazali, da je slovenski glavni motor gospodarstvo, znotraj tega izvozno usmerjeno gospodarstvo. 85% vsega, kar slovenski podjetniki naredijo, izvozijo kot storitve ali kot produkte ven. In to je ena strahovita moč, ki jo moramo negovati. In v tej luči je treba gledati to, da smo mi kot vlada dolžni zagotoviti take pogoje poslovanja, da bodo naši podjetniki lahko konkurenčni zunaj na zunanjem trgu. Vidite, da se karte mešajo na novo. Ta COVID kriza ima svoje prednosti, ima svoje slabosti, vsi smo je na nek način siti, ker je nismo uspeli premagati, vendar pa na drugi strani se moramo zavedati,
da so se v zadnjih letih zgodile v Evropi, v svetu določene spremembe. Ko je bivša skupna država propadla, smo bili mi na vrhu vseh tistih, ki so prišli izza železne zavese v ta normalni evropski prostor. Danes lahko ugotavljamo, da so se nekatere države zorganizirale bolje in nas prehitele. Čehe bom tukaj izpostavil, baltske države z veliko hitrostjo jemljajo korake na razvojnem področju. Tudi Poljaki in pa Čehi. In na nas je, da v tem prelomnem trenutku sprejmemo neke odločitve, s katerimi bomo omogočili, da bomo prodajali ne samo svoje mišice, ampak tudi možgane. In tukaj gre za neke reforme, ki jih bomo morali narediti. Zdaj pa vsi smo za reforme, ko jih delamo pri sosedu. Ko je treba neke stvari spremeniti pri nas, bi pa mi delali po starem. Če ostanemo na tem modelu, bomo vedno bolj zaostajali. In zato je pomembno, da se tega lotimo. Na vladi smo sprejeli prejšnjem tednu prvi, mi temu rečemo antibirokratski paket, ali pa če hočete Simičev paket, ker ga gospod Ivan Simič pripravlja. Gre za to, da moramo obračunati z pristopom, ko jih 5 eno in isto zadevo pogleda, obkljuka, preden dobite kak papir. Država mora postati hitrejša, moramo reagirati, moramo znati nasloviti in odgovoriti željam podjetnikov. Predolgo poslušamo, kako dolgo vse to traja, da nekdo neko zadevo realizira. Jaz sem bil fasciniran, ko smo v pripravi investicije Magne obiskali sedež Magne blizu Toronta v Kanadi. Ob tej priložnosti smo obiskali tudi gospodarsko ministrstvo, njihov parlament. In tam sem na nek način ugotovil, da kanadski uradnik, ko ugotovi, da želja njihovega podjetnika diši po davku, od tistega trenutka tak uradnik naredi vse, da bi lahko ta podjetnik čim prej začel plačevati davek. Za razliko od nas, ko pač iščemo pike pa vejce in do onemoglosti utrujamo tiste, ki bi želeli nekaj ustvariti, pa imajo na tem področju težave. Na koncu koncev je ekonomija čisto preprosta. Narediti moraš nekaj novega, to prodati, od tega plačaš davek in od tistega davka tako ali drugače zelo, zelo poenostavljeno živi država. Ja, to je nek tak enostaven pogled, model, ampak kako priti do tega v teh časih? No, pravzaprav še imam eno vprašanje. Zakaj mislite, zakaj je Slovenija toliko gospodarsko zaostala, glede na Češko, kot ste omenili, in še nekatere države? Kljub temu, da sem kritičen, nismo zaostali. Jaz sem ponosen na našo ekonomijo. Poglejte še enkrat, mi smo zadnja leta, po tisti prvi krizi 2008-2009, padli fejst, pa potem rasli. Mi smo leta 2017 dosegli nivo iz leta 2008. Zadnja leta smo rasli tam med 4 in pa med 5%. Zato me boli ta COVID kriza, ker se je ta proces zaustavil. Seveda pa so nekateri drugi naredili zadeve in korake naprej še hitreje. Zato, ker so zmogli narediti neke strukturne reforme. Seveda, mi moramo priti do tega, da naredimo en korak naprej tudi v, bom direktno rekel, privatizaciji še vedno državnih premoženj. Vi imate danes situacijo, ali pa mi imamo situacijo, ko je v Sloveniji še vedno preko 100 tako ali drugače državnih podjetij v vrednosti preko 10 milijard, in to v industriji, v energetiki, infrastrukturi in zanimivo v turizmu. Bolj kot ponavljam to mantro, bolj ljudje ne reagirajo. 70% slovenskih hotelov je v državnih rokah. To ni nikjer na svetu, na Kubi samo. In zdaj se gre za to, kdo bo to upravljal. In se pač ene sile trudijo biti prisesane na ta državni del.
Jaz sem se zgodbi SMC-ja leta 2014 kot ne član te stranke pridružil zato, ker je noter v programu pisalo premišljena privatizacija. Kaj to pomeni? To pomeni, da neko državno podjetje prodamo nekomu ne samo na osnovi cene, ampak na osnovi tega, kaj bo s tem podjetjem v naslednjem obdobju. Se pravi, da ga prodamo v korist države Slovenije, v korist podjetja, ki ga prodajamo, ne pa v korist tistih, ki prodajajo. In tukaj je ta boj, ki v razklani Sloveniji divja v zadnjem obdobju, boj med tistimi, ki želijo obdržati neke benefite obdobja, v katerem smo bili, in tistimi, ki želimo, da se pač na novo in več ustvarja in da se živi od tistega, kar se na novo naredi. Tukaj smo, kar se vsaj promocije tega tiče, neuspešni. Zato, ker ne uspemo dopovedati, kje je bistvo problema, in Slovenija je na koncu koncev še vedno razdvojena. Imamo en ekstremen pol na levi, pa ekstremen pol na desni. Mi, ki se trudimo to zadevo povezovati, smo pa tarča napadov enih in drugih. Za mene je bilo na prelomnici ob začetku lanskega leta pomembno, a se lahko dogovorimo z sedanjimi partnerji, ali bomo to zgodbo tega sklica parlamenta dokončali z vlado, ki bo usmerjena naprej. Glede, ni danes leta 2021 pomembno, kdo je zmagal v drugi svetovni vojni. Za mene je čisto jasno. In tudi nisem šel zato, da bi koalicijske partnerje prepričeval, kaj je bilo leta 1945. Meni je to jasno. Mi je pa pomembno, ali bomo potegnili poteze, da nas bo Slovencev leta 2030 blizu 3 milijonov, ne pa 2, ampak ne iz naslova priseljencev, ampak iz naslova tega, da bomo ustvarili pogoje za naš razvoj tukaj v tem delu. In jaz verjamem, da tudi če zdaj ne uspemo, da smo pokazali pot, da je edina zgodba, ki je lahko uspešna pot sodelovanja in usmerjenosti naprej. Slovenija je bila, je in bo močna, samo ko bo gospodarsko močna. In dajmo to politiko na stran, pa nisem nič idealist, da bomo zdaj na vse te zadeve pozabili. Ampak ključno je, da ustvarimo nam, ki tukaj zdaj živimo, ampak tem mlajšim generacijam potencial, da bojo ostali tukaj. Sicer bojo mladi malo po telefonu pobrskajo, pa so na Novi Zelandiji. No, vi ste sedaj 600 leto, ne, minister? Da. Recimo, kakšne razlike čutite od tistih svojih začetkov, ko ste postali minister do danes? Se je situacija izboljšala, recimo? Glede, jaz sem v politiko vstopil naivno in z logiko gospodarstva, ki jo imam še danes. Seveda sem hitro ugotovil, da je v politiki, v javnem sektorju sta dva velika problema, ki jih moraš upoštevati, to je čas, nič se ne zgodi hitro, in procedura. Če ne spoštuješ pika veca sistema, pač so hitro težave. Seveda pa sem prepričan še vedno, da je tudi v politiko potrebno unesti gospodarsko logiko. Samo gospodarstvo se je prilagodilo novim zahtevam. Naša politika je pa še vedno talec nekega obdobja pred nami. In to, kar zdaj počnemo, želimo, da se politika spremeni na te obrate, na to vsebino, zato da bo lažje in pa boljše Sloveniji kot celoti. Čisto preprosto povedano. Pa smo levi ali smo desni. Osnovno pravilo je, da moraš prvo nekaj narediti, pol pa lahko trošiš. To je moja deviza, za katero si prizadevam tudi naprej. Včasih marsikaj to bolj na trdo povem, ampak tak sem, drugače ne znam. In verjamem, da bo čas pokazal, kdo je kaj govoril, ampak kdo je kaj naredil in kaj bo za kom
odzadaj ostalo. Lahko pa rečem, to mislim, da mi je prednost, da sem imel to priložnost, kakorkoli bo ta zgodba zdaj trajala, in jaz si bom prizadeval, da bomo ta mandat dokončali, čeprav vidite, da so zadeve tako turbulentne, da se lahko vsak dan kaj spremeni. Da sem sodeloval v 3 vladah, in sicer v vladi, v kateri je moja stranka imela večino, v vladi manjšinski Marjana Šarca in v zdajšnji vladi lahko rečem, da je v tej vladi sicer naporno, da smo pa efikasni. In da verjamem in sem prepričan, da je bila ta odločitev, ki je bila lani na začetku leta težka, ali se pridružiti tako raznoliki strukturi te vlade pač pravilna. Pravilna zato, ker z rezultati to zadevo zdaj kažemo. In seveda edino, kar smatram, da nismo uspešni v tem, da bi znali spromovirati, zato je kar nekaj objektivnih razlogov, pa upam, da vi s tem pristopom na lokalnem nivoju pomagate k tem, da znamo povedati, kako delamo. Nismo uspešni pri tem, da predstavimo, kaj smo naredili, in se uspejo pač spolitizirane zgodbe toliko napihniti, so pa v nekem širšem pomenu manj pomembne, da to predstavlja glavni problem delovanja te vlade. Jaz sem se zavedal, da bom z odločitvijo, da se odločimo za to vlado pod pritiski in pa pod napadi, nisem niti približno mislil, da bo to tako težko. Zdaj pa vidim še bolj, da je ta naš politični prostor tako razklan na 2 ekstrema, da je bil zadnji čas, da začnemo to zadevo poskušati povezati. No, sedaj govorite seveda že kot predsednik stranke, ne? Ampak nič ne de. No, recimo, če bi imeli vi škarje in platno v rokah, ne? Če bi bilo vse odvisno od vas, katere ukrepe bi recimo sprovedli v Sloveniji? Kar se tiče gospodarstva, še vedno ostanemo. Pri gospodarstvu ostajamo. Absolutno bi maksimalno hitro pod 1 izvedel vse te ukrepe debirokratizacije in nepotrebnih administrativnih postopkov na vseh nivojih. Tukaj ne gre samo, tu zmotno mislimo, samo za zadeve, recimo pridobivanja gradbenih dovoljenj, takih in drugačnih zgodb. Ampak se mora družba digitalizirati, čim manjkrat morate pisati nek dokument v tej smeri. Druga zadeva je to, kar sem prej povedal, skladen in regionalni razvoj, dogovor za razvoj regij, se pravi Ljubljana, oziroma drugače bom rekel, Slovenija ni samo Ljubljanska kotlina. Slovenija je tudi vzhod, zahod, sever in jug. In vsi moramo imeti enake možnosti in to je naloga nas. To se na koncu koncev tudi tukaj trudimo narediti. Če bi pa imel neko absolutno moč, bi pa, če bi le mogel, obračunal s preteklostjo, pa ne na silo. Na način, da bi jo dal v vitrino in se iz nje poskušal nekaj naučiti, pa mlade generacije pripravil do tega, da nismo zastrupljeni s tem, kar je bilo, ampak da začnemo tekmovati z sosedi na tem, da bomo mi jutri bolj uspešni. No, se vam ne zdi, predvsem starejši generaciji, ki je morda še na oblasti, da ima še preveč v krvi tistega nekega socializma od nekoč, da se nekako ne moremo rešiti tega oziroma te miselnosti? Jaz moram reči, da sem pač povojna generacija, da sem svoja najlepša leta preživel, tista mlada, v bivši državi, da sem takrat na nek način gledal na vse zadeve drugače. Jaz poskušam iz tistega obdobja vzeti pozitivne stvari, ki jih ni bilo malo in nam jih marsikdaj zdaj tudi
manjka, ampak moramo nekaj upoštevati, ne, z mano na čelu, ne, da po malem prihajajo nove generacije, 18-letnikov, 19-letnikov, ki so digitalni. Mi se tega priučujemo, oni pa imajo to v krvi in jaz se veselim tega, ne, da se bojo te stvari pa le spremenile. Mislim, da jih ne bomo mogli mi, zdajšnja generacija, da smo jih zastavili, ampak da bodo ti, ki pridejo za nami, zmagali. Koliko pa, no morda še eno, dve vprašanji, da vas preveč ne zadržujemo. Koliko pa se Sloveniji splača v turizem vlagati, predvsem tem obmejnim področjem? Seveda je to pomembna gospodarska panoga, turizem, ne? Imate recimo, ima država kakšne posebne vzvode, da se še nekoliko bolj okrepi torej ta turistična ponudba? Prej sem omenil, ne, da imamo eno težavo v turizmu, da je 70% hotelov v državnih rokah, na drugi strani imamo pa en ogromen potencial raznolikosti. Mi smo destinacija, ki lahko v vsakem letnem času ponudi svojim turistom nekaj in smo v zadnjih letih naredili en enormen napredek na področju turizma. Številke so take, ne, da turizem v Sloveniji predstavlja tam skoraj 12% bruto družbenega produkta, da je nekaj čez 50 000 direktno zaposlenih, da smo v letu 2019 dosegli rekord, mislim, da 2 milijardi 750 milijonov prihodkov iz naslova turizma, da je bilo čez 16 milijonov nočitev, da je bilo skoraj 6 milijonov, mislim, da 5,7 tujih gostov, da je čez 70% tujih gostov to naredi. In to je zgodba, ki je multiplikativna. Delovna mesta v turizmu so trajna. Ko ga enkrat ustvarite, ne morete vi hotel prestaviti v neko drugo državo, ampak je treba znati to zadevo delati naprej. Ko rečem multiplikativna, pomeni zeleno, povezano s kmetijstvom. Skratka, to je ena dodatna možnost. Seveda so tiste države, ki so samo od turizma odvisne, tudi v težkem položaju. Pri nas se mi zdi, da imamo eno pravo mero deleža turizma v celotni ekonomiji in tukaj so še ogromne rezerve, posebej povezano z vsemi obmejnimi problemskimi območji. Slovenija je destinacija za aktivna, zelena, zdrava, 5-zvezdična doživetja. To se sicer lepo sliši, ampak naš čas prihaja v tem post-covid obdobju. Poglejte, danes smo vsi vezani na svojo državo, lahko malo tudi potujemo okrog. To ne pomeni, da se letalski promet pa vse te zadeve ne bodo obnovile, ampak bo nekaj časa trajalo. Vse to, kar Slovenci rabimo, imamo okrogo 500 km, Milano, München, Dunaj, Budimpešta, Beograd. Se pravi, smo destinacija, na kateri se v 12 mesecih da nekaj ukvarjati in zato bomo obstoječe potencijale razvijali in jih tudi podpirali. In v okviru vseh teh sredstev je velik del namenjen tudi pač spodbujanju razvoja turizma. In če se vrnemo zdaj sem v Ormož, Ljutomer, tukaj imamo kot Slovenija in imate vi kot domačini strahovite potencijale na vseh področjih, na kulinaričnem, vinskem, bivalnem. Skratka, to so zgodbe, ki bodo jutri pile vodo turizma. V masovnem smislu mi v Sloveniji nikoli nismo imeli možnost razvijati tako kot nekatere druge države. V post-covid obdobju pa bo to še toliko bolj pomembno, ker jaz verjamem v to, da bodo pač uspešne tiste individualne, v družinske mehurčke zaprte zgodbe, kar mi kot Slovenija lahko v največji meri nudimo. Tukaj bi izpostavil to blagovno znamko Jeruzalem, Ormož, Jeruzalem, Slovenija, kakorkoli to imenujemo. Tako kot ima Slovenija nekaj teh stebrov,
prepoznavnosti, če hočete Bled, Portorož, Postojna, Lipica, se mi zdi, da potem pride že kar zraven Jeruzalem svojo zgodovino in to je pač en biser, ki ga bodo ti, ki se zdaj tam ukvarjajo s turizmom, samo še nadgradili in mene veseli, da bomo kot država v stanju vsem, ki imajo neke ambiciozne načrte, tudi pomagati. No, za konec pa še res samo eno vprašanje, ukolikor bi torej imeli v Sloveniji pokrajine, ne, o kateri se kar govori zadnje čase spet, koliko bi recimo to lahko pripomoglo k razvoju gospodarstva, da bi torej vse skupaj malo, da bi nam lažje šlo, no? Zdaj, tu moram reči, da ste me vprašali nekaj, o čemer nimam čisto izoblikovanega mnenja. Lahko pa na to temo rečem naslednje, ne? Da nikoli nisem zagovarjal oblike, da je važna vsebina. In toliko, koliko sem se pač srečal s tem vprašanjem regionalizacije ali pa pokrajinizacije Slovenije, se zelo malo teh, ki se s tem ukvarja s tem, kakšne so pa pristojnosti in na kak način to zgodbo organizirati. In tukaj jaz mislim, da je treba najti pač odgovor na to vprašanje. V vsakem primeru sem pa jaz pristaš regionalizacije, ne pa centralizacije države kot take, zato ker verjamem, da je potrebno prepustiti razvoj vseh sfer družbe v čim večji meri na regionalni nivo. Tukaj bi rekel še to, ne, da če bom imel priliko sodelovati pri tem, da ne bom nikoli zagovarjal drobljenja prevelikega, ampak neke smiselne celote, ki bodo kljub vsemu še ekonomsko vzdržne. V Sloveniji se moramo navaditi, ne, da če gledam malo zgodovinsko nazaj, tam, kjer sem živel, ne, smo bili včasih v tisti moji vasi, pač vaščani, pa smo pol sprejeli, da smo v malo večjem okolju, pa pol sem šel v srednjo šolo v Celje, ne, pa sem Celje ponotranjil, pa je Ljubljana moje glavno mesto. Skratka, tu je treba znati biti regionalist, na koncu pa smo Slovenci. Tako je. No, pa še morda torej en takšen zaključek, nekaj vzpodbudnega za nas Ormožane, za ta del Slovenije, seveda to, kar bi vsi želeli slišati, v kaj naj verjamemo, torej v svoje lastne roke, iznajdljivost, ali lahko računamo torej na pomoč države? Veste, kako se temu reče? Temu se reče, pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal, no? Ampak absolutno morate vsi in moramo vsi verjeti najprej v sebe, v svoje umske in fizične sposobnosti in ko bomo to znali, lahko sam s ponosom rečem, da smo na strani države v tem trenutku zorganizirani na način, da bomo lahko načrte vseh področji v celi Sloveniji znali tudi spremljati in podpreti. Pa še mogoče eno provokacijo, ne, da mislim, da imamo zdaj prvo vlado, kjer smo vsi predsedniki koalicijskih strank nekje, zdaj živimo nekje na obrobju Slovenije, skratka nismo iz centra. Tako da to je tudi neka garancija mentalna temu, da to, kar govorimo, tudi mislimo in da bomo to tudi naredili. No, zakaj ste imenovali to provokacija? Zato, ker pač se mi zdi to pomembno poudarjati, čeprav je, tudi ko poudarjam to regionalizacijo, pa to, da nismo iz Ljubljane, lahko narobe razumljeno v našem centru, ne. Jaz imam naše glavno mesto rad, tam sem študiral, mi je najlepše mesto na svetu, ne samo županu aktualnemu, ki to rad poudarja, ampak v vsakem primeru bom pa ponosen, ko bomo mi z periferije še bolj uspešni, kot smo. Hvala lepa, gospod minister, veliko uspeha vam želimo.
Dejali ste, da ste pravzaprav, no, v 3 vladah ste bili minister, v kateri vladi pa ste bili najrajši minister? Rekli ste, da je ta zadnja vlada najbolj... Ta vlada, spet bom narobe razumljen, ne, ker mi marsikdo marsikaj očita. V tej vladi se najbolje počutim zato, ker smo najbolj efikasni. Pa kdo hoče to razumeti tako ali pa drugače. Pač sem pristaš tega, da kar se dogovorimo, tudi naredimo. Ali pa če hočete, moj življenjski moto, da je dogovor demokracija, izvedba tega, kar smo se pa zmenili, je pa diktatura, pa če kdo to zameri ali pa ne. Hvala lepa. Hvala, tudi vam. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, gospod minister Zdravko Počivalšek je bil danes naš gost. Veliko zanimivega smo slišali, spodbudnega pravzaprav. Tako da naj bo vse to vodilo tudi za naprej vsem nam. Srečno do prihodnjič, pazite na se, ostanite zdravi. V naslednji ponedeljek pa vas seveda čakamo že z novim gostom. Srečno do takrat.